seveda prva iztočnica glede tega razgovora, predvsem to, da se izteka rok za odgovor Slovenije glede arbitražnega sporazuma oziroma glede nadaljevanja arbitražnega sporazuma. Kot je bilo seveda že povedano tudi strani mojih kolegov, je Slovenija ta odgovor dala. Slovenija je še naprej seveda tudi zainteresirana za to, da arbitraža poteka. Na drugi strani imamo seveda nasprotno stran, ki ni zainteresirana. Bi pa v zvezi s tem seveda povedal, da prvič nastanejo zaradi tega dodatni stroški, seveda stroški vseh svetovalcev, pravnikov, odvetnikov in tako naprej, ter seveda tudi ostalih. In pomembna je seveda tudi časovna komponenta. Slovenija pač s Hrvaško nima urejene meje in pričakovati je bilo pred to prisluškovalno afero, da se bo to zgodilo konec leta 2015. Se žal to ni zgodilo in seveda zaradi tega, bom rekel, tudi nastaja določena vrsta škode, kajti seveda tisti, ki nimajo urejenih mej, imajo vsekakor drugačen položaj kot tiste države, ki meje imajo urejene. Tako da seveda mi upamo na konstruktivnost vlade in seveda tudi na to, da bo zadeva stekla. V Hagu je pa seveda zdaj veliko vprašanje, kakšen bo